Lep dober večer, vsem skupaj, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020. Tu že imam tako kot po moje ko papiga, že v glavi notri, kaj je prav, da povem. Nekaj novega je, res je nekaj novega. 3 stvari so nove. Prva stvar je to, da me je malo v roke vzela naša digitalna ekspertka, oziroma res naša strokovnjakinja v Skazi. In je to nekako malo moje delo celo pregledala in ga je malo strukturirala na način, da ne bomo večkrat tako imeli napisano, ja, to so mi moji rekli, da sem pomaham, da živijo. Da ne bom več imela samo tako napisano, ne vem, enkrat video, enkrat vaša vprašanja in da prvo, kar je strukturo, bom imela strukturo, da bo to vsak četrtek, ki snemam v živo, je to moja spletna oddaja Vse se da. Joži, dober večer. Tako da, jaz se zahvaljujem moji dragi Jeleni, ker je tudi malce bolj tako mi pripravlja tudi določeno strukturo pri tem, kako se vam javljam, kaj vam sporočam, da ne bo vsega preveč, da bo raje manj, pa tisto kvalitetno za vas. Ker, veste, to je zdaj odvisno, kje je kdo na kateri stopni. Želim, da se, ko se priključite, da potem avtomatsko tudi padete notri. Tako da, evo, jaz ko pravim, da si obdan s takšnimi ljudmi, kot si sam. In jaz sem resnično obdana s čudovitimi ljudmi. Evo, to je prva stvar. Druga zadeva, katera je. Za 8. marec, upam, da ste lepo drage dame, tiste, katere ste pač tudi moške, ampak zdaj za dame, ker danes je dan mučenikov. Jaz sem danes mojim za dan mučenikov, možu sem šla po rožo, otrokoma sem pa kupila torto. Zato, da se bodo posladkala. Ja, dober večer. No, in upam, da ste se lepo imeli, drage dame, danes pa srčno upam, da pa kaj razvajate vaše drage moške. Kako sem ga jaz razvadila, mislim, kako sem ga razvajala danes, nisem glih prišla zgodaj domov, tako da sem pripravila za večerjo in smo skupaj povečerjala. In se imela krasno in ko končam z vami, grem ponovno večer preživeti z mojim možem. Ok, in sem vam za 8. marec predstavila, da bom dala eni osebi, ki si to pač ne more privoščiti in si srčno želi narediti napredek in ga je že naredila. Bil je pogoj, da ga je že naredila. To pomeni, da se vsaka oseba zaveda, da je zmagovalka, če želi, da žrtev bo težko zmagovalka in posledično, da bom izbrala, katera oseba se bo družila z več kot 20 čudovitimi damami. Noro, saj zdaj že vem, kjere so, tako da je čudovito. In vse tiste dame, ki vas še ne poznam, slučajno ne poznam, na akademiji boste sigurno še dobili moj klic pred našim prvim Zoomom, ker to si resno želim z vsako začutiti ta osebni stik. Zato pa je manjša skupina, zaradi tega, ker se z manjšo skupino lažje dela in tudi večji premiki se naredijo. Tako da, danes ne morem predstaviti, katera je to dama. Naj vam povem, da nisem sama izbirala, ker med tem časom so tudi kaj delala. Smo izbrali 3 dame, lahko še sodelujete, da vam še čas, to pomeni, da imate do jutri, več ne, ker bodo 3 dame, tiste, katere smo nekako videli, da bi bile primerne za to, dobile nekaj vprašanj, da odgovorijo in potem v ponedeljek ali najkasneje bi v torek objavili. Ker to je tudi tako. Ta dama bo na 11 delavnicah, na 11 modulih, kar pomeni, da 6-krat bo prišla enkrat, to pomeni samo enkrat bo pa po 2 dneva, ali 5-krat bo po en dan, pa 2-krat, ja, točno. 5-krat po en dan, to pomeni 3-krat pa po 2 dneva in takrat bo prespala. Zdaj je pomembno tudi to, da jaz lahko doniram in jih imam super, one morajo povedati, če imajo čas, če bojo delale. To pomeni, vsaka izmed tistih, ki se meni pridruži, je najbolj pomembno, da resnično naredi, da si postavi nek cilj, da ve, da hoče narediti napredek in ne samo, da misli, da bo to samo prišlo. Ok, to je nekaj takega, kar je dobro, da veste.
Tako da danes ne bom povedala, vse tisti, ki samo to čakate, to bom povedala, ko bodo odgovorile te moje 3 dame, razen če se še kakor najde. Do danes smo pregledali, to pomeni tiste, kateri so se danes javile na 8. marec video, ki je bil posnet. 3 so bile take, ki so nekako naredile ta preskok, ki se mi zdi, da se čuti noter preskok, da se želijo izmenjevati, opolnomočiti, pa da so že tukaj, sem da pač nimajo finančnih sredstev, da bi pa lahko naredili nekaj več. Ok, to je to. Ena zadeva še, jutri peljem čudovito skupino krasnih oseb, res krasnih oseb, noro. Vsakič se mi zdi, da to je nekaj norega, kar se lahko zgodi na obred. Ekipa 14 krasnih res ljudi, med njimi ženske in moške, med njimi mlade in stare. In vsi tisti, ki vas to zanima, o čem govorim, to so obredi, smo z Evo posnele video, imam zdaj Evo, mojo krasno Evo, ki poskrbi, da je video strukturiran na način, da vas pripelje do tega, da vi po točkah veste, zakaj greste, to meni zakaj greste in potem kaj dobite. To meni začetek, to meni moja namera in na koncu moj cilj, rezultat, do česa pridem. Ok, koliko minut je bilo zdaj za to? Pa še eno imam. Jeleno sem predstavila, obrede sem, če boste želeli, imate video o obredih. In ta tretja zadeva, katera je to za akademijo, da vam rečem, da bomo izbrali tista, katera bo, ko bomo videli, da resnično si želi napredka, da ga je že naredila, pa da sploh ve, kaj v življenju želi. Mogoče ste me že malo spoznali skozi mojo knjigo, no to je pa zdaj naslednja zadeva. Glede na to, da pa rada poslušam, ker pa nimam samo eno sodelavko, lejte, pri nam, ko pridete noter v tim, to spoznate čudovite ljudi in jih rada poslušam, rada jih slišim, kaj mi svetujejo, kaj mi delijo. In kjer dan smo že imeli, mislim, da včeraj zjutraj, smo imeli workshop, kjer sem jih pa tudi slišala, da so želele, da podelim z vami malce drugače, da se zdaj ne ustavljam na vprašanjih, ampak so mi predlagale en super predlog, so mi dale, da bi vsakič na tem videu spletna oddaja Vse se da, vzela v roke knjigo, ker dejansko vsi tisti, ki me gledate, ki me spremljate, ki dejansko delate napredke, ali je to preko mojih videov, ali česarkoli, sem prepričana, da ste prebrali mojo knjigo. Da ste prebrali mojo knjigo. Kajti, če niste knjige prebrali, je pol pri meni vsega. Zdaj pa izhajam iz tega, da bom enkrat vzela knjigo v roke, pa bom odprla knjigo, pa povedala, kaj mislim. Kar tako bom odprla knjigo, danes pač ne, ker danes še nismo se o tem pogovarjali, ampak danes sem tudi kar tako odprla, pa sem pogledala, kaj s čem lahko delim. Pa ta druga zadeva, zraven bomo imeli afirmacije, kjer bomo poskušali z afirmacijami pogledati, kako se nam življenje lahko spremeni in pozitivne misli za vsak sleherni dan. Ok, to bo moja oddaja, spletna oddaja, Vse se da, od danes naprej, sem tudi tako naredila, ampak tam bom pa kar tak pred vami naredila, pa bomo pa kar to temo govorili, spletna oddaja bo tako zastavljena. To je to. To meni 3 stvari, katere sem vam povedala pa za spletno oddajo. Zdaj pa gremo. Tisto, kar se mi zdi, da bi bilo dobro na temo, ki sem jo nekako začutila, da bi jo delila z vami. Dober večer, Suzana, dober večer res vsem. Čist lep večer vsem. Najprej hvaležna za vsakega od vas, ki raste. Hvaležna za vsakega od vas, ki se zaveda, da ste sami kreatorji svojega življenja. Hvaležna za vsakega od vas, ki se zavedate, da se ne smete kritizirati, da se lahko samo pohvalite. Hvaležna za vsako od vas, za vsakega od vas, ki se zavedate, da si vsak dan lahko sami skreirate in da vsak dan lahko lep, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj, in da lahko vsak izziv ugotovite, da je to vaša priložnost za rast, ne pa da je to nekaj, da se vam svet podira. In pol bom kar s tem začela. Res me žalosti, koliko je teh govorov zdaj vsem tem, kar se dogaja, in sem prepričana, da to sem zaradi tega, ker trenutno v svetu je resnično pomanjkanje ljubezni. Tako pomanjkanje ljubezni, toliko v ospredju tega vpliva, moči,
sovraštva in potem tako in tako ni čudno, da prihaja to, kar prihaja. To pomeni do vsega tega, kar se dogaja v Ukrajini, ne glede na to, ne samo to, vse tudi v službi, med sosedi, med brati in sestre. Sami že veste, da sem izredno velika pobudnica tega in ne pobudnica, jaz bi izhajala iz tega, da je to nekako moje ambasadorstvo, bi lahko rekla ambasadorstvo, da vse tisti, ki imate družino, da je družina tista prva, ki je prav, da poskušate najti konsens, da so zato prišli v vaše življenje, da se nekaj naučite, da vi njih nekaj naučite. Jaz se zavedam, da imam ta starejšega sina Tijana, mojega učitelja, čeprav včasih težko smo shajala. Zdaj točno veva, kdaj je čas, da se ustaviva, glih zaradi tega, ker sva si podobna, zaradi tega, ker mogoče tiste vzorce, ki sem jih jaz imela, jih je on podedoval. In s tem, ko jih jaz nekako čistim, ozaveščam, jih ozavešča tudi on in takrat je lažje. In sem nekak ambasador tega, da poskušate najti konsens svojo družino, če ga pa ne najdete, se pa odmaknete, res odstranite stran od družine, začnete delati na sebi in samo spuščate ljubezen. Spuščate ljubezen v svojo mamo, v očeta, v brata, sestro, strica, teto, kakorkoli. Ne ukvarjate se, kakšni so, ampak samo spustite. In če bi bilo več ljubezni, kar pomeni, da je ni, in zaradi tega, ker ni toliko ljubezni, prihaja do tega, da potem prihaja do vojn. In ena zadeva, katera se mi še zdi, to smo tudi danes z Igorjem se malce pogovarjala, midva zjutraj na Koželj, ko greva na Koželj, govoriva o tem. Jaz sem vprašala, koliko je močno to pri moški, ker res pač nisem moški, da bi znala to začutiti, da pride do vojne, ker moški imate ta noter v sebi, ta nagon, vi ste Tarzani, mi smo Jane, mi smo te nežne nabiralke, ljubezni in tako naprej. Kako je možno, da se to zgodi, da tako močno, da ni možnosti tega naboja pokazati. In zato so bili športi. Jaz absolutno podpiram športe, tudi predvsem timske športe, ko je košarka, nogomet, odbojka, rokomet, tenis, karkoli. Podpiram športe zaradi tega, ker takrat lahko dejansko ti daš ven tisto svojo energijo, ki imaš. In predstavljam si, da pri moških ta energija vre. Tako si saj predstavljam, če gledam sebe, kako sem strastna, in moški, če naprimer v službi nimam možnosti pokazati, da raste, včeraj sem gledala enega mojega sodelavca, gori po tem, da zraste, gori, havš, res zelo lepo, kako se je videlo. In vem, da taki ljudje, ki imajo noter v sebi to moč, to željo, narediti nekaj več, te je treba spodbujati, vendar pazi, da niso preuranjeni, da jih ne porežemo krila ali pa da jih preveč ne bildamo, da pol se ne zlomijo. Ampak treba jim je dovoliti to pot. In mogoče tudi do tega pride zaradi tega, ker, ne vem, nimajo služb takih, ki lahko izrazijo sebe, nimajo projektov takih, nimajo, ne vem, zdaj, produktov, nimajo možnosti pokazati, da znajo, da so vredni in tako naprej. In potem pač, če še doma ni ljubezni, če še doma pa mogoče pa manjkanje ljubezni, kje boš potem to dobil? Seveda to potem se prenese na sovraštvo, jezo, zavist in potem to samo buhti ven. Zakaj je to? To je kao uvod, uvertura v video, ki ga sedaj snemam. In ne boste verjeli, tako je bilo napisano, na postu je bilo napisano, da je pomembno, da se opolnomočimo, zato ker sem resnično, jaz ne bom govorila, jaz ko gledam, naprimer, koliko je teh govorov tega, jaz sem bolj želela to povedati. Če bi bilo več ljubezni, sigurno ne bi bilo vojn. Če bi bilo več ljubezni, sočutja, bi prišlo do boljše komunikacije. Če bi bilo več zaupanja vase in v to, da si lahko to, kdor si in da lahko izraziš svojo pristnost, svojo resnico, ne bi prišlo do nerazumevanja, do kakršnikoli bolečin, tudi to sem prepričana. Ampak zaradi tega, ker pač živimo v svetu, ki ta svet to mogoče ne podpira, jaz zdaj glih ne bi rekla, da ne podpira vseh, ker tisti, ki mene gledate tako, ali podpirate mojo pristnost, ali čutite, da lahko človek živi to pristnost, mogoče je lahko en moj plus v tem, da nisem nikomor dolžna
dolžna sem mojemu možu, mojima 2 otrokoma, dolžna sem na način, dolžna mojim sodelavcem, njim sem dolžna, da nekako pogledam, medtem ko ostalim pa tako, noben ni bil tisti, da bi jaz mogla paziti, kako bom to rekla, da ne bi koga užalila. Ampak če govorim iz sebe, pa če govorim pristno tako, kot čutim, vem, da je to najlepše, kar obstaja. To pomeni, rečemo, da sem bitje luči, resnice in ljubezni. Bom pa danes podelila eno nagrado, res eno nagrado osebi, ki bo ugotovila, katera je moja, jaz imam 2 afirmaciji, vsako jutro, to sta 2, ki se ne spreminjata, že vrsto let. Ena afirmacija je, zdaj sem jo povedala, sem bitje luči, resnice in ljubezni, druga afirmacija je pa povezana s hvaležnostjo. In tisti, ki bo ugotovil, eni osebi bom podarila koledar, ki ni koledar, to so pozitivne misli za vsak dan. Sem zaradi tega, da vas bom da se bomo en drugega opolnomočili za to, da smo vredni, da je lepo življenje, da smo polni ljubezni in da lahko to ljubezen tudi širimo naprej. Ja, mogoče bi še s tem končala. Mogoče bi pa tle. Odprla sem knjigo, zakaj sem danes tukaj, kaj si zares želiš. Pa mogoče 3 stvari iz knjige, tako sem prele odprla na to temo. Bolj, ko boš zares spoznala sebe, lažje boš živela pristno srečo in mir. To je seveda vse življenjski proces, a trudi se vsak dan iz dneva v dan, da se temu čim bolj približaš. No, ampak kaj to pomeni? Kaj to pomeni, draga moja, dragi moji? Pa bom pa še mogoče zadnji, ki se mi zdi ful dober citat. Jaz vem, da si mogoče v otroštvu imel starše, ki so te kritizirali, tako kot mene. Pa so ti rekli, da mogoče to ni dovolj dobro, ali pa da se učiš sama zase, da dobivaš ocene, da je to pač normalno, da imaš lepe ocene. Da so ti rekli, da mogoče ni dovolj dobro, kak si naredila, učisla, ne vem, nastopala, kakorkoli. To sem jaz mojemu sinu, mojemu prvorojencu, marsikdaj rekla, tako bila boljša, namesto da ga najprej pohvalim, kaj vse je naredil. Včasih je govoril take vsebine, ko jaz nisem sploh vedela, kaj pomenijo. Jih je on znal povedati. Mogoče ti je kdo v službi rekel, da ne obvladaš nečesa. Mogoče ti je, ne vem, jaz bi tako, najprej bi začela od doma. Mogoče te je brat, sestra zafrkavil, ti pokazal, da nisi lepa, nisi lep, da imaš, ne vem, krive zobe, da jaz sem nosila očala, špeglarca in tako naprej. In vse to ti je nekako ostalo noter v sebi in če ne delamo na sebi, če ne delamo tega osebnega napredka, to pomeni, da se zavedamo, da vsako leto, ko smo starejši, mi lahko imamo cel kup strokovnega znanja, pa če ne bomo delali na osebnem znanju, nam tisto strokovno znanje ne bo nič pomagalo. Kvečemu nas bo še bolj oddaljilo od nas, kvečemu bomo še bolj nevzdržni, nepotrpežljivi, še bolj kolerični, izražali sebe, na nek način neuravnovešeni, tudi kar se tiče čustveno neuravnovešeni, ful grda beseda, neuravnovešeni, ampak čustveno neuravnovešeni, nestabilni, nestabilni, čustveno nestabilni. In vse to se ti je dogajalo, po moje, tako kot meni. Ampak sem se odločila, odločitev pomeni nekaj se odločiš. Najprej se odločiš, da rečeš, ok, kdo mi to še danes dela? Če ti to še danes dela, mama, ata, kdorkoli, brat, sestra, najprej kaj je pomembno, da se odmakneš od teh ljudi. Da ne hodiš po to hrano, ker ta hrana je vsako leto bolj boleča. Če je mogoče ti kdo kdaj rekel, ali pa tisto, a nisi petke dobil, ne vem se, a ni petka, Danes, ko nekdo reče, a niste dobili tega projekta, to boli krat 10, kar je bolelo, ko ste bili majhni, ko si bil majhen, ne vem, malo tikam ali vikam, na tak način, Kar je pomembno, da začni najprej ne obsojati sebe,
prosim, najprej odreži te ljudi, odreži za nekaj časa. To zdaj ne pomeni, da boš rekel, ne želim se videti s temi ljudmi, ne vem, mame pa gor, sem stran se odmakn. Za nekaj časa in samo pošiljaj ljubezen. Samo pošiljaj ljubezen. In najprej iz tvojega besednega zaklada vzami vse besede, ki ti lahko sprožajo to, da ti sebe nimaš za dovolj vredno osebo. To pomeni, sem smotan, sem smotana, budalo, ne vem, kaj vse še obstaja. Nisem dovolj pametna, moja mama je vedno imela tako, da za nekaj križana, nikoli več ne želim slišati te besede. To pomeni, poskušajte najprej tiste besede, ki sebe žalite, dati stran. Ker te besede ste nekaj, kar ste dobili, kar si dobil, dragi moj, draga moja, iz otroštva in si jih prenesel naprej. Zapomni si pa nekaj, da jih nisi prenesel samo sebi, si jih prenesel tudi naprej. Mogoče koga slišim, ko kdaj reče gnoj, teslo, svinja, križana Marija. To so besede, ki pusti jih tam, to niso osebe, ki bi človeku dale vrednost, to so samo besede, ki ti znižajo vrednost in te še bolj spravijo v to, da si jezen, manj vreden, nesprejet in tako naprej. In tam ni prostora za mir, ni prostora za sočutje in ni prostora za ljubezen. In najprej s tem začneš. Najprej čisto osnovno, da si rečeš in da si od danes naprej napišeš, danes si tako gor napiši, ko zdaj končaš z mano video, od danes naprej govorim samo lepe stvari o sebi. Od danes naprej govorim samo lepe stvari o sebi. In če sem iskrena, pa jaz se ne spomnim, kdaj sem rekla si kako grdo besedo. Vse, kar pa si rečem, si pa rečem, oh my God, kje sem naredila napako, da nekdo trpi ali pa tudi, da jaz trpim. Da bi se pa užalila, pa absolutno ne. In to vse moje stranke, moje prijateljice, moje poslovne prijatelji, sestre, bratje in tako, vedo, da kadarkoli kaj rečejo, in jaz sem rečem, delete, odstrani, takoj stran. Okay? To je to prvo, kar je. In s tem boste najprej sebe opolnomočili. In ko boste sebe opolnomočili, kako boste postali boljši, če dejansko ne boste pomagali opolnomočiti tudi drugo osebo. Opolnomočite jo pa na tak način, da ji daste, da jo sprejmete, da ji nekaj date, da jo ne obsojate, da ji pomagate. Ne vem, kaj lepšega narediti, ko pa nekomu nekaj poslata. Jaz sem res obdana samim lepim, jaz kar naprej nekaj darila dobivam, ampak jaz si pa tudi rada dajam. Jaz pa tudi rada kar tako pošljem malo nekaj daril, ker se mi zdi, da je to lepo, da je to krasno in tudi lepa darila dobivam. Druga zadeva, jaz resnično imam same čudovite ljudi okoli sebe. Kaj samo sporoča? Ja, da sem čudovita oseba. Ne more biti drugače. Zdaj, ko grejo na akademijo, včeraj sem spoznala 3, ko jih še nisem, ki grejo na akademijo. To so 3 tako čudovite ženske, da jaz sploh ne morem mislim, včasih rečem, my God, veste, čudovite ženske, ki se samo niso postavile še na prvo mesto. Samo postaviti se na prvo mesto. Ok, to pomeni, če želimo narediti ta preskok, da vemo, da bomo boljši jutri, pojutrišnjem, malo pazim, ker še vedno imam tisto nagradno igro, da tista oseba, ki bo ugotovila mojo afirmacijo, ki je vsako jutro, čisto vsako jutro jo ponovim, začne se s hvaležnostjo, to meni vedno je hvala se začne, bitje luči, to ne rabimo več, bitje luči, resnice in ljubezni, 2 afirmaciji ponavljam zraven ostalih vsako jutro. In če boste vedeli, tisti, ki ve, mi jo napiše in bom tisto osebo tudi nagradila. Ok, zdaj pa da končam še. Naj še končam, pa mogoče tudi dovolj. Ali kot je rekel iz moje knjige, ali kot je rekel sveti Frančišek Asiški. O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti,
daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim, in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje. In sicer, kaj to pomeni? Sprejmite, da lahko postanete jutri boljši, da lahko postanete krasna, čudovita oseba, da lahko, če ste danes, ne vem, delavec v proizvodnji, ste lahko jutri kontrolor, ste lahko vodja. To je najlepša zgodba, ki jo rečeta naš Jure pa Matej. Ona dva povesta predvsem, mi dva sva začela v proizvodnji. Danes eden od naših vodij, ko mi grejo solze na oči, vodi 119 ljudi, Jure, ki je star malce čez 30 let, in ta drugi Matej, ki je približno toliko star kot on, pokriva vse investicije, čez 4 milijone, 5 milijonov investicij v našemu podjetju. To meni vse, kar noro, kako človek lahko zraste, če želi, če si dovoli rastiti, če dovoli videti, da je svet lep, če vidi, da se najprej izzivi začnejo pri njemu, in ko to začuti, lahko naredi potem krasne rešitve in z tega tudi sam postane zelo hvaležnost za to, kdor je, do kam je prišel. Ok, toliko za danes, en krasen večer, se vam javim kmalu, oziroma javim se nagrajenki, tista, katera bo izbrana, da se bo pridružila na Akademiji spremembe vredna 11 modulov, ki se bo družila s čudovitimi osebami. To je noro, kako krasnimi osebami. To pomeni, da tista, katera bo zbrana, je tudi isto tako čudovita. Edino zadevo, katera bo, tako da to še enkrat poudarjam, to je oseba, ki si ne more privoščiti. To je mogoče oseba, ki dela v službi, ima plače 1200 evrov in bo dobila nagrado 3000 evrov darilo, da bo lahko to naredila. Ampak da pa bo do tega prišla, pa ni pri meni tako. Pri meni je to treba nekaj za to narediti, to pomeni narediti napredek, pokazati to. Tudi jaz nisem danes tukaj, kjer sem, če bi samo sedela, ampak je potrebno malo zavihati rokave, verjeti v to, postaviti si vizijo, željo. Tista, ki bo znala zelo jasno določiti, kaj pričakuje po koncu te akademije, teh 11 modulov, kaj si želi, kaj bo naredila, in tista, ki bo najboljša, jo bom tudi objavila, ali je to ponedeljek ali pa v torek, ne vem, vem pa, da še jutri lahko sodelujete. Ok? Toliko za enkrat. Rada vas imam, imejte krasen večer, jaz bom imela čudovit vikend, oh my god, gremo spet na obred ljubezni. Vsi tisti, ki vas zanima, si pogled oddajo Obred ljubezni s mano in Evo, vsi tisti, ki pa, kaj sem še želela? To je dovolj, čisto.